Veliko ljudi nas sprašuje, zakaj recimo kupiti avto kot je Dacia. In v bistvu moj glavni argument je zdrava pamet. Tale avto je nizkocenovnik in to pomeni, da so mu lahko konkurenca tudi rabljeni avtomobili. In za ta denar, čeprav ni velika vsota, dobimo med rabljenimi avtomobili kar precej lepih izbir. Ampak vsi poznamo prednosti novih avtomobilov in ena izmed teh je, greš do prodajalca in mu rečeš, lej, sorry, tole stvar boš mogel zamenjati, to ne dela. Tehnološki razvoj v svetu avtomobilizma gre zelo hitro naprej, ampak s tem tehnološkim razvojem so šle gor tudi cene. Zdaj vsak nov avto, ki je relativno lepo založen z opremo, takoj stane tam blizu 20 000 evrov. Ampak tale Dacia ne. Tale Dacia je na nek način še vedno malo avtomobilskega dinozaura. Evo, da pokažem par primerov. Najprej poglejmo tole odpiranje prtljažnika, pa recimo strešno anteno. Tudi kljuke na vratih niso glih briljantne. Pa tudi vozne lastnosti, sploh kar se tiče delovanja podvozja, seveda niso na ravni sodobnejše in tehnološko bolj napredne konkurence. Ampak če pogledamo z pozitivne plati, Renault vgrajuje v Dacie dobro preizkušeno tehniko. Ima pa v bistvu tale Sandero praktično vse, kar nam zdrava pamet narekuje, da moramo imeti v avtu. Ima tempomat, ki ga še vedno vklapljamo s tem gumbom tukaj. Potem ima zelo dober, preprost, funkcionalen multimedijski vmesnik. Imamo spodoben usnjen volan, multifunkcijski. Za doplačilo 100 evrov pa dobimo celo vzvratno kamero. Evo, so prišle pomagati oceniti avto. A ja, pa tale avto ima oznako Tech Road. To ne pomeni kakšnih tehničnih presežkov, ampak v bistvu pomeni opremo izpeljano iz Sandera Stepway, kar pomeni, da gre za model, ki je malo bolj dvigen od tal, ima tele plastične dodatke, nekaj moram reči zelo ličnih detajlov, pa tudi noter je malo polepšan s par napisi in pa posebnimi vzorčki. Motor, ki se skriva pod pokrovom, je 0,9 litrski trivaljnik, gre za zelo majhen motorček, prisilno polnen, 90 konjskih moči razvije, ki pa se kar lepo občutijo. Po občutku bi rekel, da ima avto celo več moči, kakor je dejansko ima. Tudi poraba ni previsoka. Evo, po bord kompjutru mi je z bolj ekonomično vožnjo uspelo priti na 5-8, z normalno vožnjo pa bo tam poraba okoli 6 do 7 litrov. Pod črto zelo hvaležen avto za nezahtevenega voznika, ki bo evra rajš vložil v to, da bo šel večkrat na leto na dopust.